Jaz bom preden predstavim našo gostjo, povedala en komentar, ki sem ga zdajle, ko smo šli ven, slišala in upam, da mi avtorica ne bo zamerila, ampak se mi zdi nekaj zelo važnega za pravzaprav to, kar počnemo. Namreč ena gospa je rekla, da je bil svoji prijateljici, da je bil film všeč, da ga je z veseljem gledala, da če bi bil pa ta film na televiziji, bi pa verjetno poiskala kaj drugega. In to se mi zdi, da na televiziji ogromno takih stvari zgubimo, ki so globoke, ki zahtevajo malo več pozornosti oziroma niso tako čisto na prvo žogo in se mi zdi, da je prav, da sem vam ta komentarno povedala. Zdaj pa z nami doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik. Lahko ste prebrali v tem našem, torej sodelavka Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU-ja, ki dela že od svojih mladih let, še od študentskih let, pravzaprav same take teme obravnava, ki se na nek način tudi na ta film bi lahko navezovale, ampak jaz bi vas rada še upozorila na nekaj, kar ni tako zelo znano. Doktorica Mirjam je pravzaprav odkrila eno slovensko veliko intelektualko Angelo Vode. Mislim, bili ste prvi, ki ste pravzaprav našli neko zapuščino, iz katere ste razbrali usodo in kaj se je dogajalo in delo predvsem Angele Vode, ki je, kot veste, zaradi tega, ker je razmišljala s svojo glavo, pravzaprav zelo, zelo hudo to plačala. Pred vojno so jo preganjali klerikalci, po vojni pa komunisti. In po zaslugi gospe naše gostje pravzaprav so išle 3 knjige njenega dela in tudi ena zelo lepa osebna biografija o Angeli Vode. Če kdaj naletite na to drobno knjižico, jo preberite. Tako, zdaj pa k našemu filmu. Sem rekla, da so vaše teme, kaj s tem že od diplomske naloge naprej, ta neenakost v izobraževalnem sistemu, pa ta sploh izobraževalni sistem, pa otrokove pravice, pa ženske pravice, pa vse tako, kar se tega filma dotika, ampak ste pa delali tudi sami dokumentarne filme. Pa me zanima ta pripoved tega filma, kako bi jo vi ocenili oziroma gledate na njo, ta linearna, fina pripoved, pa ti simboli, pa te metafore, tako da se najprej mogoče malo na film sam, da se tle malo ustaviva. Lepo pozdravljeni. Sem vam pa prav hvaležna za tale uvod, ker me je res pripeljalo na začetek moje poti ustvarjalne. Nisem pa nikoli prej na to pomislila. Jaz sem namreč ta film večkrat gledala in se pol pogovarjala z otroki, predvsem osnovnošolci. In smo seveda delali predvsem teme te različnosti, kulturne drugačnosti, verske drugačnosti. Ampak zdaj me je pa vaša predstavitev pripeljala res čisto na začetek, ko sem se jaz začela ukvarjati z enakostjo pa pravičnostjo v šoli in se potem čisto samoumevno zelo hitro zaletela v vprašanje žensk in njihove izključitve iz izobraževanja. In potem je pač šlo samo še naprej po tej logiki, da sem pač, kot pravim, 25-letno. Se že tako ali drugače ukvarjam s temo žensk in šole in pravičnosti in enakopravnosti med spoloma.
Ne, to ni samo vprašanje žensk, to je tudi vprašanje moških, tako kot je tudi ta film ni samo o ženskah, je tudi o moških. Logično, ne? To včasih pozabimo poudariti, da gre pa za to razmerje med spoloma, ne pa samo za eden proti drugemu, ne? Ampak kako ta razmerja so, ne? In zares se mi takole dogaja, kot zdaj ta naš današnji pogovor, da me spremljajo te teme, tudi če ljudje, recimo kot tukaj v Kinodvoru, ne poznajo pravzaprav, s čim se jaz ukvarjam, ne. Ta film se mene dotika na več načinov. Eden je ta, ki sem ga zdaj omenila. Torej, da je to tema, ki me spremlja, ne vem, mogoče že od moje mame, ki je bila učiteljica, a ne 35 let, še več. In sem potem to njeno pravzaprav delo, svojo diplomo, s svojim občutljivostjo za vprašanja enakopravnosti oziroma pravičnosti nadgradila tudi s tem, da sem pol poučevala na fakulteti, na pedagoški fakulteti v Ljubljani in prvi dan, ko sem stopila v predavalnico in zagledala seveda sama mlada dekleta, bodoče učiteljice, sem si rekla, ups, tale sociologija vzgoje, ki jo pa jaz moram tukaj predavati, pa ne bo tako zelo veliko v sociologiji vzgoje, ampak bo več pravzaprav spet o eni zgodovinski zanimivi zgodbi, kako je šola postala obvezna za vse, kdaj, kaj je to pomenilo, za koga je bila dostopna, koliko časa ni bila za določene sloje dostopna, ne samo za ženske, kako so učiteljice stopile v ta poklic, ki se je potem feminiziral, a ne. No in potem pač naprej še z drugimi temami in drugimi predavanji, ki jih pač zdaj izvajam, vezane na migracije, spet ženske. Dotika se me kot zelo intimen film. Ne, to je počasen film, na televiziji ga mogoče ne bi gledali, ne bi prestavili kanal. To je počasen, intimen, preprost film in je meni zelo blizu zaradi tega, ker se jaz od vsega začetka ukvarjam z usodami posameznikov in posameznic, oziroma sem kot sociologinja zelo netipična sociologinja, oziroma sploh nisem sociologinja. Ne? Sem bolj, če se že moram opredeliti, pač kulturologinja, skratka mene ti odstotki, a veste, pa štetje, pa procenti, to mene nič ne zanima. Ne pravim, da to ni pomembno, eni pač to počnejo, ampak jaz ne. Jaz se od vsega začetka res trudim najti ljudi, tako v zgodovini kot danes, če sem se ukvarjala z učiteljicami ali pa zdaj z migrantkami in poskušam poiskati njihove zgodbe in njihove interpretacije in njihova subjektivna doživljanja in njihove lastne opise dogodkov. Za zgodovino je zato zame bilo tako pomembno, ko sem odkrila Zapuščino Angele Vode in res hvala, da ste na to opozorili, ko je pač tam bilo v neki zapuščini, v neki škatli, v arhivu šolskega muzeja en kup enih zapisov o tem, kako je včasih bilo. Ne, kako je bilo med obema vojnama, kaj se je vse dogajalo pri nas. In to je ena tema, ki se zelo veže na ta današnji film, ne? Ker to je tema, ki nas spomne, ker na to se mi zdi, da pozabljamo, koliko je bilo potrebno pri nas, tukajle, ne tako dolgo nazaj, enih prizadevanj in borb, ne, mislim, da je ta izraz tukaj upravičen, zato da so se pravice dosegle. A ne? In lahko nadaljujem kar s kolesarstvom, lahko pa prepustim vam, no, mogoče kakšno pod vprašanje, ampak tako nekako bi se tudi z vami verjetno bilo fino pogovarjati. Na eni strani o filmu, o tistih krajih, tako zelo drugačnih, tako zelo neverjetno, ekstremno drugačnih, in hkrati z našo lastno zgodovino, ne tako davno zgodovino, ne govorimo o srednjem veku, ko so bile pravzaprav zelo podobne situacije in kaj je pravzaprav pripeljalo do tega, da je danes drugače.
Ja, že ta če greva na filmsko govorico, ne, že ta metafora zeleno kolo, ne, že ta je zelo močna, pa zelo preprosta, pa funkcionira na tej realni ravni, pa tudi kot metafora, ne, kot ta simbol nečesa, kar bo ta deklica dosegla mogoče. In potem film od začetka lepo tudi zelena barva kolesa, ne. Če pomislimo, ne, islam je, zelena barva je barva raja, ne, barva islama. In zdaj ta deklica si zeleno kolo zbere, pravzaprav je še zmeraj vezana na tradicijo, ne, ampak nekako instinktivno, ne, to zeleno barvo. In tudi kolo se tako filmsko zelo lepo prikaže, ne, kot ene sanje, ne, za tistim zidom, ko ga pelje ta lastnik tiste prodajalne, ne. Kolo res pride, da najprej misliš, da so to ene sanje ali nekaj. Tako ta filmska govorica je zelo lepa, tudi dialog, recimo pred na začetku, ko fant reče, ne smeš, punce ne smejo voziti kolesa, pa ona odgovori, ampak te bom prehitela, ko se bom naučila, ne. Vse ima en globlji pomen, ne. Ja, jaz bi tukaj sicer takoj na začetku opozorila, da moramo te stvari ločiti, a ne. Dobro, to je Saudska Arabija, to je tako ekstremna država v vseh pogledih, da imamo tako in tako težave karkoli reči, ne. Že to, če rečemo, da je to država, glejte, po naših predstavah, kaj je država, to ni nobena država, a ne. To je navsezadnje, ko mi rečemo država, mislimo, to je nek modern pojem, a ne. To pač Saudsko Arabijo nima nobene zveze. To je plemenska ureditev, ne, kjer ena kraljevska družina vlada. To je, če si hočemo mogoče predstavljati, ne vem, to je mogoče 18. stoletje po naših evropskih predstavah, ampak tako, ne, v narekovajih, ne. In druga stvar, ne, zelena barva je barva islama, ampak zgodba tega filma ni zgodba o islamu, ne. Ker mi to enačimo, ampak to nima nobene zveze z islamom. To ima ta oblika diskriminacije, ta oblika razumevanja, kaj je za ženske, kaj je za moške, kaj je za deklice, kaj je za dečke. To je stvar interpretacije oziroma bomo rekli zlorabe vere, v tem primeru islama, za nadzor nad družbo, ki seveda, tako kot vedno, tudi v naši zgodovini, poteka preko ženskega telesa. A ne? In je tukaj seveda ta dan danes v Evropi zelo popularna in zelo pogosto uporabljena v medijih, v politiki, v različnih diskurzih, torej to enačenje, a ne, ekstremizem je islam, pokrivanje je islam, to je islam, to ni islam. A ne, to res tako, mislim, moramo se tega zavedati, ne. Da je navsezadnje čisto preprosto, lahko rečemo, če bi bilo to tako, potem bi bilo isto tudi v Egiptu in v toliko drugih državah, kjer je pač islam absolutno, ne, bi rekli državna religija, ne, pa ni temu tako. Niti glede oblačenja, ne, in potem po celem tem spektru, kot je tudi naša lastna zgodovina, ne, pravica deklic do šolanja, potem do univerze, dela, gibanja in tako naprej, ne, pa seveda do vožnje s kolesom, ne, ker sem prinesla ene krasne citate, da se bomo malo smejali iz naših krajev, ne, o tem, kako je bilo to prepovedano pri nas. Torej, to se mi zdi, da moramo tudi pol v diskusiji res upoštevati, a ne. To je plemenska ureditev, kjer je vera, interpretacija vere zlorabljena za
izjemno strog nadzor nad maloštevilnim prebivalstvom, v seveda eni specifični državi, spet, ki skoraj da ni, sploh in nino para na svetu, in to je seveda država bogata z nafto. Ja, ta nafta omogoča to grozno avtokratsko ureditev. Ta deklica, ki nekaj drugega sem vas hotela pravzaprav vprašati, nekaj drugega oziroma povedati. Nekaj malega se bo mogoče spremenilo, zdaj v kratkem, aprila bojo baje ene volitve, da bodo celo nekako ženske tudi lahko malo volile, in najbolj se mi je zdelo pa zanimivo to v zvezi s šofiranjem, ker potekajo te debate, da bi pa vendar nekako ženske lahko šofirale, ampak ne vem, od 8 do 2 ali pa ob četrtkih malo drugače, pa ob sobotah malo drugače, pa tako, Mislim, ta nadzor, o katerem ste rekli, ki si ga vsaka oblast pač prisvoji in potem razne oblike išče, to je neverjetno, kakšna fantazija se tukaj, kako bi rekla, sprošča, ker si to enostavno ne moreš misliti, da tako je. Ja, ta film je naredila je režiserka, se to vse veste, prvi film režiserke v Saudski Arabiji, režirala ga je iz kombija, pokrita in tako naprej. To je že iz tega, ne bi lahko naredili eno tako zgodbo o tem, kako seveda vsa pravila prepovedi, tudi najhujše, povsod po svetu, v preteklosti in danes. Ljudje, ki smo nekako res očitno rojeni kot svobodna bitja, z eno idejo svobode, genetsko zapisano, poskušamo pač prebiti, preskočiti, narediti ovinke, če se da premagati, če se da seveda potem tudi za koga drugega, ne samo za nek lasten film, razširiti te meje oziroma ukiniti prepovedi in tako naprej. In Saudska Arabija, to se mi zdi tudi res lepo izhodišče za to, kar bi tudi poudarila, je ne glede na to, kako je ta monolitna oblast absolutna, in absolutna je ne samo zaradi nafte, absolutna je zaradi podpore Združenih držav Amerike in evropskih demokracij, tovrstni oblasti saudske kraljeve družine. Od tod ta moč, to vemo. In hkrati ta družba, ki jo vidimo takole, s temi pač pokrivali in nič ne morajo, in zares je strašno, in trenutno, kot veste, potekajo kar serijska obglavljanja v tej državi, odkar imajo novega kralja, ampak seveda je ta država isto, tako kot vse druge, ljudje si poskušajo, ženske in moški, izboriti več svobode, več pravic. Zdaj, a je to včasih ena pikica, a je to ena ulica, po kateri se Vađda na koncu filma zapelje, s tem, ko je kamera tako res optimistično zasuka se v en horizont, v eno neskončnost, kjer seveda nam da ta občutek, da wow, majhen začetek, ampak sej bo, Dejansko v tej državi je ogromno posameznikov, tudi skupin in posameznic, ki se seveda trudijo, matrajo, tvegajo, borijo za to, da bi premaknili to situacijo, magar se pravim za 1:05, mogoče samo ob četrtkih popoldne ali kaj, ali samo ob ponedeljkih zjutraj, ampak
počasi, 5 za 5, ne. In to je tudi potem lepa, vsaj pač jaz, ki sem, kot vidite, obsedena z zgodovino našega sveta, ne, in enakopravnostjo med spoloma tukaj, ne. In tukaj vidim jaz popolnoma seveda primerljive zgodbe, ne, ko so tukaj spet ženske in moški, ne, včasih skupaj, vsakič ločeno, včasih v antagonističnem odnosu, včasih v nekem solidarnostnem odnosu, ne, poskušali seveda vse te prepovedi odpraviti, omiliti, ukiniti, ne, vrč na smetišče zgodovine, ne, in tukaj, to so same anekdote, ne. Torej, argumentacija, zakaj ne. Zakaj recimo ženske ne v šole, zakaj ne na gimnazije, zakaj ne na univerze, zakaj ne to, zakaj ne ono, zakaj ne enako plačilo, zakaj celibat, če so učiteljice. To je neskončno, ne, teh argumentacij, zakaj pa one ne. In so smešne, posebej iz tega našega današnjega vidika, ko je vendarle, ne, stopnja enakopravnosti, mislim, med spoloma v Sloveniji mogoče ena najvišjih v Evropi, ne. Kakšna misel o tem filmu? Ja, gospa. Jaz bi rada samo vprašala, če je bil film predvajan tudi v Saudski Arabiji, če kaj veste o tem. Tega jaz ne vem, bil je predvajan seveda povsod po svetu, pobral je en kup enih nagrad. Ja, najbrž je bil predvajan, ker kinematografov v Saudski Arabiji nimajo, ne. V Saudski Arabiji se ne hodi v kino, ampak kot vidite, so pa zelo opremljeni fantastično, ne, s temi tehničnimi zadevami, ekrani, telefoni, igricami in tako naprej. No in skratka, film je bil po televiziji predvajan in zgodilo se je tudi to, no, da zdaj se lahko nekako vozijo s kolesi tudi v Saudski Arabiji. Ampak režiserka sama pravi, tako kot vi pravite, ne, prisega na to taktiko, no, ali strategija, bi se to lahko rekli, majhnih korakov, ne. Po malem širimo ta prostor, širimo, poskusimo to doseči, poskusimo pokazati absurdnost tega stanja, ne. In na majhnih stvareh, ne, se včasih kaj pač posreči, ne. Ja, ker je tudi zelo nevarno, ne. To res ne veš, kdaj se spomnijo, da te obglavijo, ne, za takele tudi zelo majhne korake, ker je tako kot vedno, ne, so take prizadevanja in take borbe, kjer je na drugi strani vera ali zloraba vere, potem pa tradicija, kot tista argumentacija, s katero se pač to ohranja, to je potem lahko obrnjeno tako ali drugače, ne. To ni tako, da bi rekli potem pa tem členu pa konc, ne, pa rečemo, okej, do tle lahko gremo, tle gre pa glava, ne. Ni, to je tako spolzek teren, to je živi pesek. In to so zares nevarne stvari, ne. To, se pravim, zgleda tako nedolžno, ne, daš neko prošnjo, malo ti odobrijo, potem pa to posnameš, pa super, ne, vsi so zadovoljni, v resnici ni, ne, to je nevarna družba. Ravno zaradi tega, ker je interpretacija tako zelo prepuščena tudi pravzaprav tej moči, ki si jo lahko vzame navsezadnje vsak moški, če hoče, ima to pravico, da sodi, ne. Saj zanimivo je, ne, da ženske ne smejo voziti avtomobilov, to ne piše v nobenem zakonu, ne, seveda tudi v Koranu ne piše nič takega, ne, ampak če bodo lahko vozile, bo pa treba zakon sprejeti, ne, da lahko vozijo, ampak tako in tako in tako in tako. Meni se zdi v filmu zanimiv ta otvoritveni prizor, ne, a ne, verjetno tudi vam, ne, res, to je tako
čudovito narejen film, no, ko nam brez besed, samo z govorico kadrov, nekimi detajli pač pokaže, zakaj gre. Ne? In to, da pač ona dela, to je zelo zanimivo. A ne, ona dela. Že tukaj vidimo, da to pa seveda ni kar tako zdaj neki tam ona zaprta za nekimi zidovi. Ne? Ni tako preprosto, bolj je komplicirano. Ne? Torej ona dela, ne? In se mora v službo voziti in to daleč, a ne? Na drugi konc sveta. Ne? In seveda prevoz, to je strašno, ne? To je nerešljiv problem. Prevoz, ne? Ker ne moreš voziti. Ne? Tako, če si predstavljamo recimo življenje sestavljeno iz takih majhnih prepovedi, ne? Kjer kot potem tudi vidimo neko pokrivalo je najmanjša stvar, iz katerega tukaj v Evropi seveda delamo te blazne zgodbe. Ne? Ma kaj te briga tisto pokrivalo na vse zadnje, ne? Zaslužiti, ne? Za preživetje, ne? Torej, ta družina zgleda čisto v redu, nek srednji sloj, ne? Ampak lahko je treba delati, tudi pač ona mora delati, ne? Torej je družina z 2 dohodkoma, da tako rečemo. Ker bo imel mož malo težav za 2 družine, je pa že malo težji, ne? To je pa pol poznej, ne? Ja, to je pa spet dodaten zaplet. In meni je res, tisto mi je bilo tako všečno, kako ta zaplet z taksijem, z uro, s tem, da se pač ureja, s tem, da se mora še pokriti, ne, takoj nas postavi, ampak ne v eno veliko zgodbo, ne v to, kako se bo spremenil svet, ampak v en majhen vsak dan, ene deklice in pač mame, ne, seveda tudi potem pozneje očeta. In to so potem resnični problemi žensk v muslimanskih državah oziroma v državah, kjer je islam zlorabljen za res tako radikalno diskriminacijo med spoloma. Torej, kako se peljati v službo, pokrita ali ne, se pravi, to je ta mala stvar. Kako poklicati taksi, če se ti kaj zgodi. Recimo, ne moreš, ti se zjutraj poliješ z vročo kavo ali pa vodo, ko pripravljaš čaj. Ti ne moreš poklicati taksija. A ne? Kot ženska, ne? In potem naprej, ne? Torej ona ima pravico do dela, spet to ni zapisano v zakonih, a ne? To določi mož, ali oče, ali brat, moški. In moški so v Saudski Arabiji, tako kot povsod na svetu, seveda takšni, ki želijo zatirati in takšni, ki absolutno ne želijo zatirati žensk, hčerk, sester. A ne? Ampak oni so ravno tako ukleščeni v ta diskriminacijski svet. Kajti oni morajo tudi po korakih in previdno dovoljevati, da ne pridejo v situacijo, ko so oni in njihove, da tako rečem, ženske spet v nevarnosti. Ne? In tukaj ona ima dovoljenje za delo. Njena prijateljica, Lejla, je sploh še bolj zanimiv primer. A ne? Ko vidimo, tam je pa že 5 korakov narejenih, ne? Če ne 10. In tako nam tale utvoritveni prizor res odpre en svet, ki je modern po naših predstavah, ženska dela, lepo je oblečena, vidimo seveda to veliko razliko, absolutno razliko med javnim in zasebnim, nekaj, kar seveda mi res ne poznamo, ne? Ampak absolutna razlika, skratka doma, ne, to je vse tako, kot bi bil lahko ta prizor kjerkoli, res kjerkoli posnet, ne? In potem je seveda javni prostor, kjer pa je čisto nekaj drugega. Ne? Tako da osnovni problemi, in je tudi v tem filmu so seveda navedeni, ne? So seveda problemi vseh nas, ne? Torej pravica do dela, ne? Do gibanja, ne? Zdaj to ne gre samo za vožnjo avtomobila, one ne smejo same nikamor, ne? Sploh pa ne s potnim listom takole kam, ne? To
sploh ne nikamor, ne, torej svoboda gibanja, potem svoboda seveda, oziroma pravica do izobraževanja, kajti ta nas pripelje do dela, ne, največkrat. Potem pa seveda dedovanje, ne, pravica do otrok in razveza. Bančni računi, ne. Ja, tako, in razveza. In to so vse pravzaprav vprašanja, ki so se morala tudi pri nas ne tako dolgo nazaj razrešiti. In so zdaj razrešena, niso bila pa vedno. Ja, ta deklica pa pooseblja pravzaprav po ideji režiserke, ne, pooseblja tisto generacijo in ta spol, ki bo največje spremembe pravzaprav moral doseči, oziroma jih lahko najbolj doseže, če bo tako vztrajen in tako dosleden in nosil All-Starke in te stvari, ne, kot je tale deklica Važda, ne. Oba, meni se zdi to tudi tako lepo v filmu pokazano, oba, ne. Oba, Abdullah seveda. Abdullah in Važda, oba dva sta razmišljata drugače. To ime Abdullah je zanimivo, ne, ker to ime je zelo visoko v Saudski Arabiji, ne. Kralji so. Ne, tako, ne. In je lepo pokazano v filmu, ne, kako on drugače razmišlja normalno, ne, saj kot pravim, saj smo nekje svobodna bitja, ne, vsaj rojeni pa odraščamo taki, pol kako je, ko smo starejši, je že druga debata, ne, ampak ona dva sta ta simbol, gotovo, tudi njuno prijateljstvo, ne, tudi to, kako skupaj prekršita določena pravila, ne, ona, ampak tudi on, in tukaj je moč. In jaz tudi vedno to rečem, ne, ko se tako narobe razume feminizem pri nas, ne. Feminizem nikoli navsezadnje ni bil stvar samo žensk, se ne bi nikamor prišli. A ne, se navsezadnje prizadevanja za enakopravnost med spoloma od vsega začetka so bila stvar obeh spolov, ne, že v francoski revoluciji, že res, da so Olympe de Gouges obglavili, ker je ona predlagala deklaracijo o pravicah ženske, ne, ker seveda deklaracija o pravicah državljana je izločila ženske, ne, generalno, logično, čist, ne, njo so obglavili, ampak ni bila edina, ki so jo obglavili in pač so tudi moški zagovarjali pravice žensk in pol celo 19. stoletje, ne, spet te argumentacije, zakaj ja, ne, proti temu, zakaj ne, ne. In tukaj je to lepo videti, ne, in tudi oče je en tak lik, se mi zdi, ki je kompliciran, ne, ki ga ne pokaže tako enoznačno, ne vem, ta kreten pa konc, ne, tako kot imamo ponavadi navado takole schematično, ta dva spola sem pa kaj razmetavati, pa v glavnem eden proti drugemu, pa ni, ne, sej tam je en realen problem in to je seveda, kot sem rekla, problem plemenske ureditve Saudske Arabije, ne. Kjer so moški potomci. O, ta je lepa. In to je točno to, če dovolite, bom jaz po moje nadaljevala, pol pa boste še vi, ne, in to spet pokaže, ne, kako navsezadnje patriarhat oziroma najhujše oblike diskriminacije ne podpirajo samo moški, ne, ampak vedno tudi ženske in to strastno, ne, in zato se mi zdi, no, res, da ta črna bela slika, ki je tako pogosto ob teh vprašanjih, ne, uveljavljena, da je tako zelo zgrešena in tukaj to lepo pokaže in tako in drugačno zgodbo. In spet Lejlo, prijateljico, ki se ne drži, ne, tudi znotraj teh res hudih prepovedi, ampak ta njena služba, bolnica je en prostor, kjer očitno je možno dela drugače, ne, je brez, pač se smeje s tem moškim kolegom, ima stike z njim in tako naprej, torej vidimo, so prostori, ni pa seveda vsaka ženska, ker to pa je potrebno potem na eni individualni ravni razmisliti, ne, tista, ki hoče tradicijo tako zelo ohranjati, ne ohranjati, to so pa zdaj te, kot sem rekla, intimne, individualne zgodbe, ki so pa mene zmeri zanimale, ker se mi zdi, da
je zgodovina zares narejena iz vseh teh najrazličnejših majhnih prizadevanj. Navsezadnje ti lahko tudi gojiš tradicijo v eni točki, v enem pogledu, pa se recimo prizadevaš za to, da bi se neke spremembe zgodile v eni drugi zadevi. A ne, tako da ni se mi zdi to tako vse sam, ne vem, grem nepokrita ven, pa sem zato že napredna. A ne? In se mi zdi, da to je tako lepo pokazano, da je bolj komplicirano. No? Tudi pri nas, a ne? Posod, ne samo tam. Ja, A bi vi želeli kaj dodati? Bi vam prinesli mikrofon? Izvolite. Ravnateljica se meni če vas slišimo. Važ, da jo pač nadkriljuje, je bolj svobodna, bolj napredna, ravnateljica je tako nevoščljiva, Ja. ker je pač sama to želela, pa ni upala, ali pa priložnost ni bila taka, čas še ni za to zrel, da bi ona to peljala, a ne? In pravzaprav tisto podarjen denar za Palestino je neko kazen bolj zase kot za deklico, ne, jaz pa nisem upala, jaz pa nisem tega naredila, ne, zdaj mu pa tebe žrtvovala za to, ne, mislim, res je tak lik. Dve roki sta še, pa tam zadaj, pa tako, ja, izvolite. Hvala lepa. Meni se je pa zdel ta pogum te deklice tako pomemben, ko je na tekmovanju iz Korana, ne, rekla, da bo pa kolo kupila za ta denar. Ne, ko je pač vso zgodbo se govori, da je kolesarjenje prepovedano za deklice in si ona to dovoli, ne, in to nonšalantno, odkrito, odprto, čisto pove. Ne, to se mi zdi zelo vredno. Pa še to, pa po drugi strani pa zelo žalostno to, da jo pa oče kot deklico nima v svojem družinskem deblu, ne, v drevesu, recimo, ne, da kot deklica izpade iz družine, če je deklica, če ni deček, ne, to se mi zdi. Še tam zadnje pi? Jaz bi se rada navezala na gospo, ki je nekako ravnateljica, ji padla v oči, kar je meni tudi, ampak še z nekega drugega zornega kota, ne. Prele smo rekli Saudova Arabija, plemenska ureditev, zelo nevarna država, kultura, ki je nekje zelo, bom rekla, zatira ženske ali pa v bistvu v tem smislu, ne, kako je nevarno živeti tam in če se ti ne držiš tega, kar pravil, ki ti jih zapoveduje. Zdaj, ta ravnateljica je zame ob vsem tem zelo zanimiv lik, a ne, ker pravzaprav vsi vedo, a ne, tudi otroci, da je to ravnateljico po noči ali ne vem kdaj obiskal tat. In hkrati tudi otroci vejo, da to ni bil tat. In zdaj ta ravnateljica ima tudi moža, ne, to je pa eden zelo, bom rekla, velikih prekrškov, ravno na tem področju, a ne, take države, kjer vladajo taka pravila kulturološka kot v Saudovi Arabiji. In to me zanima, no, kako ste vi to videli, kako si vi ta del razlagate, a ne, to. Potem pa ena stvar, ki bi jo želela reči. Zanima me, koliko od nas, od vas je dejansko bilo v Saudovi Arabiji in koliko se je osebno srečali s to kulturo. Zdaj, ena stvar, ki je zame tudi tukaj zelo vprašljiva. Vprašljiva je, tudi arabski svet je čist nekaj drugega od našega. In zelo težko je, saj za moje pojme, neposredno ta dva svetova med sabo primerjati. Jaz mislim, da na nek način se jih ne da. Ti moraš biti dol, ti moraš te ljudi poznati in potem lažje razumeš. Hvala. Ja. Na to drugo vprašanje bi jaz odgovorila. Jaz sem živela samo v Kairu in Jeruzalemu in v Saudski Arabiji nisem nikoli bila, sem se pa
prav zaradi priprave na ta pogovor in tudi to, ko se pogovarjam z učenci in učenkami, sem se pogovarjala z Barbaro Šurk in veliko svojega znanja, poleg seveda, se veste, interneta pa knjig pa tako, črpam iz tega, kako je ona opisala to deželo, zato ker je Barbara Šurk prej je sicer poročala iz Jeruzalema za Delo in Dnevnik, ampak potem je pa za Associated Press 7 let poročala prav iz zalivskih držav in je veliko časa preživela tudi v Saudski Arabiji. Ne? In ona, recimo, eno od njenih takih opozoril je prav to, da moramo razumeti, da tudi znotraj te države so pač ljudje, ki so, če dovolite spet primerjavo z našim svetom, popolnoma taki kot mi. S popolnoma enakimi navadami, tudi bomo rekli življenjskimi, kot recimo nam prikazuje tole stanovanje, ta družina, z seveda potem nekimi nam popolnoma nerazumljivimi, pa hkrati razumljivimi, če vemo, kako to deluje v tistem okolju, stvarmi, kot je recimo pač mnogoženstvo, ko se on mora na vse zadnje poročiti zaradi tega, ker se pač mora, ker je nujna pač to nasledstvo po moški liniji in nima izhoda. Čeprav, in vedno je pri tej stvari čeprav seveda se da tudi znotraj tega odločiti drugače. Zelo težko, ampak vedno, ko se moramo odločiti v nekih težkih okoliščinah za neko ne najbolj oportuno odločitev, je težka. To so vedno težke odločitve, ko greš pač drgam, kot je utrjen teren. In tukaj je potem recimo ogromno prepuščeno temu individualnemu družinskemu odločanju. Tudi v družinah, če si lahko predstavljate, spet je lahko tako, kot tukaj bom rekla, skratka izobražena, svobodomiselna, izjemno pač naklonjena enakopravnosti med spoloma in živi tako, kolikor se le da, seveda ženski ne more zrihtati šoferskega izpita, to ne, ampak lahko pa ji omogoči, univerzitetno izobrazbo in tako naprej, v nobeno poroko jo ne silijo, nobenih arranged marriages ni, kaj šele kakšnih hujših reči, in poskušajo seveda, da bi ti prostori svobode bili čim večji. Hočem reči, na eni strani je ta svet drugačen, na drugi strani pa poudarjam, je popolnoma primerljiv z nami samimi, z našim razumevanjem sveta, ker Vađda spet, ona ni padla z Marsa v ta svet, ona se je tam rodila in verjetno je še kar nekaj takih punc v Saudski Arabiji, ker imajo, ker so v tem svetu, so v tem globalnem, kulturnem, da tako rečem, okolju, rastejo, kjer jim je vse pač to dostopno kot nam. Potem seveda nastopijo prepovedi, ampak lahko jih družina upošteva maksimalno, tako kot ta deklica, ki jo poročijo pri 12, ali pa sploh ne. Lahko ostane samska celo življenje, nikoli ne bo oče rekel, poroč se lepo prosim, kaj šele imej otroke in kaj šele imej moške potomce in tako naprej. In to seveda je ena stvar, ki se mi zdi, da jo moramo upoštevati. Poleg tega je pa arabski svet tako zelo raznovrsten, kot je navsezadnje raznovrsten tudi krščanski svet, da tako rečem, ali pa nalašč, ko imamo navsezadnje eno protestantsko pa eno katoliško varianto, če nič drugega, pa tudi pravoslavno seveda, pa imamo potem eno Slovenijo, pa eno Irsko, kjer je recimo ločitev navsezadnje postala legalna šele pred par leti. Tako da so zelo velike variacije na to temo neenakopravnosti. Mene zanima, a ženske lahko opravljajo vse poklice ali so kaj omejene? Ne morajo biti. Tako. Ampak ne, znanstvenice, univerzitetne profesorice, zdravnice, tehnični poklici. Študirajo večinoma lahko za vse poklice,
Kako je pa potem z delovnimi mesti, a veste, tam se pa zakomplicira. Ne? Tega pa pač ni, pa spet ne nujno zaradi zakona, ampak zato, ker pač ne. Ker pač ne tudi zakaj, zato ker so, da tako rečem, je pravilo, ne, da so rezervirana za moške. Preprosto so rezervirana za moške, ne. Tako kot če pogledate naše učiteljice, ne, one so začele poučevati pač potem, ko je bila splošna šolska obveznost 1869, ker naenkrat učiteljev zmanjkalo. Je prišel ta zakon, ki je pač določil in odprl vrata. Drugače pa seveda so dela rezervirana za moške, ker so breadwinneri, ker so glavni pač prinašalci kruha, ne. Tako da je zato, saj pravim to, ko sem prej rekla, da je plemenska družba, da je plemenska ureditev, ne, to gre zares za nenapisana pravila, ne, večinoma, ne, tudi, in znotraj tega je potem tako različno in je tudi to ujeto v filmu, tako zelo različnih več možnosti teh majhnih prostorčkov, ne, tudi to, ko recimo Lajla tam dela v tej bolnici in si rečeš, kako nismo v Saudski Arabiji, kaj pa ona zdaj tle, pa kar smeje se, pa sproščeno, ne. Tako, ne, zelo v bistvu v tem smislu dinamična situacija, ne, ki jo ne moremo tako kot pri nas, vendarle tle lahko dosti bolj schematično predstavimo, rečemo tako, ne, eni so malo bolj konservativni, eni malo tako, eni za družinski zakonik, eni ne, eni take podpise, druge podpise, ampak lažje razložimo, ne, tam je pa, ja. Kako pa otroci gledajo ta film, oziroma kje so, ker se najbrž identificirajo z Važdo, ne, kje so za njih problemi? Film jih zabava v mnogih točkah, tako da je to fajn, ne, to meni se zdi zelo pomembno, da je ta film optimističen. Ne, lahko me pač se ne strinjate sploh s tem, to je moja nekako obsedenost spet in jaz se potem tukaj prepiram, ne, hecam se, mislim se ne prepiram, ampak poskušam pač prepričati tukaj moje kolegice v Kinodvoru, da dajo za mlade in za otroke pač take tudi optimistične filme, ker je ogromno pesimističnih, žalostnih z nesrečnimi konci in jaz pravim, tako ne smemo delati, ne. Mi prikazujemo ta tako imenovan tretji svet, ta drugačen svet, ne, ta nebogat svet, zelo dostikrat zelo krutimi zgodbami, ki so popolnoma brezizhodne, ne, in tako sem ravno lani potem dosegla, da niso dali v program mislim, da je bil ukrajinski ali gruzijski film, ki je bil tako, mislim, res, da prideš čist uničen ven, ne, tudi pač mladostnici, dve mladostnici in potem pač ena strašno nesrečna zgodba. Jaz ne zanikam, da obstajajo zelo nesrečne zgodbe, ne, ampak se mi zdi, da se potem iz tega lahko med našimi gledalci, mladimi in starejšimi, vzpostavi res en tak stereotip ali pa še bolj utrdi en tak stereotip, da so to neki kraji, kjer so pač zaostali, kjer je revščina, kjer je strašna grobost, brutalnost, ni nobenega izhoda in tako naprej. In se mi zdi, da kdaj pa vendarle treba gledati tudi filme, ki imajo vesel in optimističen konec in zdaj recimo je v programu tudi film Bekas, ne vem, če ste ga že videli, no, ampak to je en film tudi o pogumu, ne, o pogumu dveh sirot v Kurdistanu, sredi vojne, ampak ta pogum in ta optimizem in to upanje, a ne, vendarle v boljši jutri se meni zdi nekaj tako prepotrebnega, a ne. Tam bi pa gospa zdaj nekaj rada dodala. Jaz bi samo tole povedala. Pred mnogimi leti sem na enem velikem plakatu s cvetjem prebrala: zelena je barva upanja. In ta moja zelena je še vedno upanje. In tudi to kolo zeleno je zame kolo, ki pelje v upanje. Tako se je tudi končalo, a ne? Da bo nekje nekoč boljše.
A lahko Hvala. nekaj dodam Ja, k temu, lepo, ja, res najlepša hvala se mi zdi, no, to sem hotela, a veste, s temi primerjavami povedati, ne, da veliko tega, kar imamo za razliko, za drugačno, ne, recimo zelena je barva islama, ne, in hkrati velikokrat najdemo pri tem, kar je na prvi pogled različno oziroma od drugega, najdemo eno v resnici univerzalen pomen. Ne? In to, kar ste vi rekli, je zdaj točno to. Ne? To je navsezadnje lahko tudi univerzalno gledano, ne, barva upanja, ne? Kar je seveda ta film, se pravim, trenutno zdaj, ne, zdaj bo volilna pravica za nekatere ženske ali ne bo, ne, korak za korakom, ampak vendarle brez upanja in brez poguma nikamor se nič ne more spremeniti na boljša, ne. Ja, najbrž je tudi režiserka vse te pomene, ne, upoštevala, da je to barvo izbrala pravzaprav, ne, ker zeleno kolo je pač, zakaj pa ni zlato ali pa srebrno, ne, ali pa ne vem kakšno, ne. Tako da to sem mislila otroci, ne, ko gledajo, a kaj govorijo, sprašujejo o tem ravnanju Važde v primeru tega zapleta oziroma incidenta na dvorišču, ne, s tema dvema deklicama. No, tudi sicer opazijo, da goljufa, ne, oziroma da se znajde. In tudi to se mi zdi izjemna kvaliteta tega filma, da spet nima na eni strani to, ne vem, čudovito deklico, vso popolno in ne vem kaj, ne, ampak ne, ona poskuša, muti, goljufa, dvigne ceno, ne, samo da bo pač dosegla svoj cilj, ne, in hkrati potem na tem tekmovanju, ko je čisto prostodušno, namesto da bi se spet pa zlagala, ne, ko bomo rekli, aha, je tako, ne, zvita, ne, pa ne, po prostodušno pove od vsega navdušenja, ne, in sreče, da si bo, ne, tako da se mi zdi, da je tako dobro ujet spet en kompleksen karakter, ne, ki je nekje tako zelo preračunljiva, ne, nekje seveda pa čist naivna, ne, ki lahko bi se tudi zlagala, ne. Sicer se bojim, da bi vseeno vzela tisti denar, veste, pa ga dala za Palestince, no, tudi ta moment je se mi zdi tako dobro tukaj vpleten, ne, ko imate spet v bistvu zlorabljanje trpljenja enega naroda, ne, ki ga ne cel svet, ampak tudi arabske države ali če hočete bratje pravzaprav izkoriščajo in zlorabljajo, ne, in je majhen detalj, ampak tako ti da misliti, ne, je tam, ne, da pokaže na kompleksnost te situacije, ne. Tako mislim, ne, ker otroci imajo ta čut za pravičnost zelo, pa za resnico, ne, ga imajo zelo globok čut, ne, da kaj pravijo na to, ko ona reče, da pravzaprav ni videla, kaj sta tiste dve deklici počeli, ne, ko jo zaslišuje ravnateljica, ne. V bistvu ona s tem se distancira in lahko bi pa seveda rekla, nič se ni dogajalo. Ja, s tem se pa lahko najlažje identificiramo vsi, ne, zato ker ljudje tako in otroci točno tako reagiramo, ne, mi se ne izpostavljamo, mi v taki situaciji se distanciramo, kot ste vi rekli, ne, nič nismo videli, nič nismo naredili, zato ker zato, da v takem trenutku ti narediš to, kar bi bilo sicer moralno in etično pravilno, ne, zato je potreben pa strašen pogum, ne, strašen pogum in zelo malokrat ga zmoremo in le malo kdo zmore. To je to, da ti rečeš v taki situaciji, ne nujno tako, kot je bilo, ampak tako, da rešiš tistega, nad katerim je ta represija seveda čisto po nepotrebnem izvajana, ne. Tako da tukaj sploh tega posebej nikoli še niso izpostavili. To se jim zdi tako zelo pravzaprav logično, ne. In je, a veste, brez kakršnekoli moralne sodbe, res tako to je. To so samo izjemni primeri, da je kdo pripravljen se upreti, s tem tvegati in s tem pač narediti neko moralno dejanje, ne. A lahko še kaj v kolesarjenju? Joj, ali smem, no, to so pa taki cukri, ne.
In sicer bomo šli kar fajn nazaj v leto 1898, pa v leto 1899. Ne? In ne boste verjeli, ampak en tak strašen nasprotnik kolesarjenja žensk je bil naš imenitni pesnik Anton Aškerc. On se je podpisal pod tale svoj članek Antikolesarjevič. Objavil ga je pa v Slovenskem narodu. Ne? Torej bil je tako strastno nasprotnik, tak strasten nasprotnik, da se je prav potrudil to res v enem dolgem članku napisati. Citiram: ženska je na kolesu živa karikatura svojega spola, prava ironija ženske gracije. Ne? Torej bil je naravnost zgrožen, ampak poslušajte naprej. Namreč morala. Ne? Vsi argumenti proti katerikoli pravici ženske, ne, ali pa recimo črncem, ne, imamo več kategorij, ne samo ženske, ne, vse izhaja iz morale, vedno. Ne. No, in zdaj poslušajte, kako je napisal. Skratka, prava ironija ženske gracije in potem naprej. Kaj se zgodi, če pade dama s kolesa? Če pridejo njena krila v najfatalnejši nered, če se na cesti razgali večji del nog, nego bi se smelo zgoditi, potem se zgodi katastrofa. To ni vse, ne? Namreč tudi 1899. Jože Valenčič izda knjigico o bontonu vzgoja in umika. Piše: ženska naj ne bi dirkala ter ne delala daljših izletov, ker izkušnja uči, da so taki izleti s kolesom njenemu zdravju usodni in celo smrtonosni. Konec citata. Ampak to še ni vse. Zdaj pa še eden prelep, tukaj pa zdaj, ko morala ne gre več, ne. Ker seveda, tu so pol bili drugi, ki so pa temu nasprotno pisali, tudi za umret od smeha, ne. Ampak zdaj, ko pa morala, nekako smo že vse izčrpali, potem pridejo pa še hujše reči na vrsto in to je seveda, ne, seks. Ne. Zdaj pa poslušajte tole. To pa je našel kolega Batagel, ki je pol napisal eno celo razpravco o ženskah pa športu pa tako naprej. Ne? Torej, povezano je bilo kolesarjenje, ne boste verjeli, s čim. Citiram: vzrok vznemirjenosti med zdravniki je povzročal sedež, o katerem nekateri niso dvomili, da tudi nudi pogosto priložnost prakticiranju onaniranja, in to ne, da bi kdaj to opazil ali zaznal. Če tudi bi izločili vse tiste primere, kjer je bil prednji konec sedeža namenoma navzgor ukrivljen, naj bi že sama pozicija žensko silila v vzburjenost. Sedenje z razširjenimi stegni naj bi po mnenju nekaterih že samo zase nudilo zadovoljiv stimulans, ki bi podpiral to nagnjenje. V napačni poziciji telesa pri kolesarjenju, nagnjeno je naprej, naj bi imel posledični pritisk na klitoris v vsakem primeru zaznaven stimulativni efekt. Poleg tega pa naj bi naporno poganjanje pedal kolesarko še bolj razvnemalo, povečal naj bi se dotok krvi v območje spolnih organov, preostanek pa bi pridala še sveža zračna sapica. In samo še zadnji stavek. Pri nekaterih ženskah naj bi bojda tako vznemirjenje dosegalo nezaslišano raven. Konec citata. Ja, upamo lahko samo, da je gospod, ki je to pisal, tudi neizmerno užival pri tem, ne? Tako da, a veste, to je zanimivo, ne? Torej 100 let, 115 let nazaj je 105 in, ja,
je bilo tako, ne, ampak po drugi strani poglejte 1965 leta, recimo ženske še niso smele teči maratona, ne. Bostonski maraton 1965, ko se ženska poskuš pač kot moški urine in jo potem razkrinkajo in tudi aretirajo. Ne? Tako da, če pogledate zakon o dedovanju, a ne, volilna pravica, to je vse po drugi svetovni vojni. Ne? No, pravica določitve. To so, ne, potem dobro vstop na univerzo, neki poskusi so že prej, ampak vsekakor po drugi svetovni vojni, ne. Če pogledate, ženske niso smele na gimnazijo v naših krajih zelo dolgo, ker tudi če so jih pripustili, da so hodile v gimnazijo, niso smele opravljati maturo. Zakaj? Matura se je klicala zrelostni izpit. Odpade, a ne? Ja, in potem še ta sveža sapica in skratka. Ne, to ne gre, to absolutno ne gre, ne. In potem, če pogledate recimo tudi po vojni, prve, ko ste prej vprašali, ali delajo recimo v teh inštitutih in tako recimo, da so izobražene. Poglejte, pri nas, ne, to imamo mi zdaj že to že kar nekaj izbranega, kakšen je bil, kakšna je bila dobrodošlica za recimo naše prve znanstvenice, ne, govorimo o 60-ih, 70-ih letih, ne. Kako? Zdaj imamo samo 4 akademičarke, ampak recimo, kakšen je bil njihov sprejem, ko so prišle v laboratorije, ko so prišle na medicinsko fakulteto, v secirnico in tako naprej, ne. To so bile pač, so bile lahko tam, ampak bile so deležne zelo hudih, pač šikaniran, zaničevan, sramoten in tako, ne, v tem smislu sapice pa to, no. Tako da, ne, je zares veliko tega. Zdaj pa, no, če bi samo nekaj čisto aktualnega ponudila kot primer, se mi zdi pa najhujše sramotenje političark, kjer je navsezadnje eno področje, kjer žensk tako in tako ni veliko, ne, tudi eno tako področje, kjer so najmanj prisotne, zdaj bi morale biti ali ne, pustimo to, a ne, pa tudi ne, jaz osebno ne verjamem, a veste, da bi bilo pol drugače, ker ne verjamem v to vrstno razliko med moškimi in ženskami, jaz verjamem v to, kar je določeno kot diskriminacija, drugače smo pa vsi približno tam, malo neumni, malo pametni, a ne, se mi zdi, da je kar lepo razporejeno tole, a ne, vprašanje je, kjer te družbeni red določi za tistega, ki zatira, oziroma tistega, ki je zatira, ne. In tole sramotenje političark, ki smo ga bili deležni lani, pa pri Katarini Kresal pred leti, pa tako naprej, pri parlamentarkah, se mi zdi en tak recimo sodoben primer, ko imamo, kot sem rekla, veliko stopnjo enakopravnosti glede dohodka, smo prvi v Evropi, izenačenosti, ne, je najmanjši ta razkorak, pa tudi sicer, ne, jaz mislim, da mi pozabljamo, da imamo še vendarle ene krasne institucije, vrtec in tako naprej, ne, starševski dopust, pač v zvezi z dojenčki in tako naprej. Na tej simbolni ravni se pa meni osebno zdi, da smo še mogoče najbolj v 19. stoletju. Drugi absolutno ne. Se mogoče še premalo zavedamo, kaj vse imamo v Sloveniji, v primerjavi z evropskimi državami, na simbolni ravni se mi pa včasih zdi, da smo tole, kar sem zdaj brala. A ne, ampak to je hec, ker gre za kolesarjenje, ko gre pa za delo, ko gre pa za to, da si ti moralno kot ženska sposobna nekaj opravljati ali pa imeti pravico do tega in do onega, no, na simbolni ravni se mi zdi, da smo pa malček zdrkalni. Ali pa nikoli prišli iz 19. stoletja, ne vem, čist kaj naj rečem. Ja, pa ravno simbolna raven je tista, ne, ki lahko ogromno naredi, kako bi rekla, brez stroškov, ne. Nič ne stane, ne. Ampak je najtežje premikati in najtežje je nekaj napisati tako, da kot simbol, ne, se utemelji. Jaz sem nepoboljšljiva optimistka, kot sem vam prej rekla, ampak včasih sem prav žalostna. Recimo ob teh sramotenjih sem bila prav žalostna, res. Zakaj je to potrebno, ali pa ko gledam še zmeraj, ne vem, literarni atlas Ljubljane, 94 literatov,
in prav pobutalsko in 4 ženske, a ne pa, ko pogledaš, ne vem, učbenike recimo, ne, kjer ženske še zmer niso prisotne, razne razstave, ne vem, v 9. razredu osnovne šole je zgibanka 1000 let slovenske književnosti, ena ženska je gor, lahko uganete katera. Tudi ne. Ena sama, uganite, tudi ne. Bi morala biti, se strinjam, vse to, kar ste zdaj povedali, najmanj, ne? Ne, Svetlana Makarovič, ne. Je pa res niso mogli spregledati, ne? Tle pa res ni šlo. Tle pa. Tako da, ja. Ne. Ampak seveda, zelena barva in optimizem in upanje, ne. Tako mislim, da bi morali v tem duhu vendarle zaključiti, ne. Ja. Hvala lepa. Hvala vam.